Webtoon je pa, če je šla evolucija iz teh ameriških stripov, iz tega sloga, naprej v manga je šla v svoje, potem so Webtooni vzeli tisto, kar je že manga delala dinamično papirju, pa so rekli, ok, kako pa lahko mi maksimalno naredimo dinamično za bralce na telefonu ali pa bralce na internetu. In potem so rekli, ok, kako lahko v tem dolgem kadru mi čim bolj dinamično pokažemo z tem scrollanjem, kako lahko to maksimalno uporabimo v prid nam. Zato so v mangah glavne scene vedno nek spread dveh strani in je vodoravno in na telefonu, kad to bereš, je malo tako awkward. Ker gre najprej velika stran, nekaj imaš po koncu telefon in potem priješ na spread in se ti tako pomanjša slika in je tako če je v knjigi, je to tako full cool efekt, rečeš tako, ena stran, pa BAM! Spread! Sem je res, posebej, ko imaš vse karakterje na kupu končno, ko se po 10 letih niso videli. In je to BAM efekt. Katarza, Ampak na telefonu so ugotovili na Webtoonih, da to ni efektivno, ta vodoravna scena. Zato imajo drugačen ritem, drugačen sistem, kako dinamično povedati neko zgodbo v tem dolgem formatu. Tako da je v bistvu odvisno od medija, se drugače razvija. Na tej točki drugače, a je razlika med, mislim, to pa itak manhva je pa v bistvu korejska manga, ne, zgolj, ne, ampak je pač tudi mišljena za knjigo, ne? Ja, ampak spet je... Manhva nista kot Webtoon, ne? Ne. Je oboje, po moje oboje manhva, sem Webtoon je specifično manhva na telefonu. Okej. A je manhva je pač korejski strip, v bistvu. Je v bistvu izrazek korejski strip. Manga, sem da je korejski. Ima svoje specifike, ne, recimo v barvah delajo, pa isto imajo od leve proti desni, ne od desne, se mi zdi, right? Ne. Mislim, da manhve imajo, Korejci imajo od leve proti desni. Tako kot evropski pa ameriški stripi. Veš, da ne vem, kaj jih naberem. Korejski je sem morda ene dve. Jaz smo Witchbusterja. Pa solo leveling imamo, tako da vem, da je platnica spredaj, ne zadnja. Ne, jaz sem pa navajena na japonske in te evropske knjige doma, tako da jaz samo vzamem knjige, vidim, kje je platnica in začnem brati. Tako da jaz nisem nikoli opazila, da so japonske knjige na drugi strani platnice, dokler ni nekdo rekel. Zato, ker itek že japonske knjige, učbeniki, so isto takole, ker imajo vodoraven tekst. In ga takole bereš. Če so pa kakšne novele, literarna dela, romani, gre pa vertikalno dol, se pa začne z druge strani, ne? In jaz sem se rekel, se je samo odvisno od žanra, kje se začne platnica, dokaj nisem opazila, da vse evropske knjige v osnovki so na isti strani, se ga, sem res. Se pravi, niso vsa dela, knjižna dela od desne proti levi. Dejansko, kako se je potem začel ta desna proti levi v bistvu stil? Kdo je začel? Je to bil samo Tezuka, ki je rekel, ne, tako bomo delali, ali je že pred tem so kakšna dela obstajala, ki so imela dejansko ta vrstni red od desne proti levi? Na japonskem je standard, da po konci pišeš. To da je to njihov base. Potem v bistvu westernization, z temi vplivi iz Evrope in Amerike so začeli delati potem knjige, ki se berijo iz druge strani in potem imaš tudi vodoraven tekst. Tako da je to v bistvu evropski/ameriški vpliv, zato da so začeli iz druge strani delati knjige. Jaz še vedno nisem prišel do mojega storyboarda. Give me a sec!